Smrt s svojim koščenim pogledom in smejočimi se zobmi grozi človeštvu, da uniči vse, kar je dobrega na svetu, izvotli vsako vrednoto, vsak smisel življenja. Kot pravi pridigar, potem ni pomembno, ali smo pošteni ali ne, saj bomo vsi končali enako, pod zemljo, uhrano črvom. Kristus pa je prišel, da je smrt uničil. Še več, pokazal jo je kot priložnost. V zgodovini človeštva je lahko smrt del ljubezni. Saj kdor ljubi, se daruje, troši, žrtvuje, umira. Sveti Frančišek upravičeno imenuje smrt kot sestro. Saj kot pravi apostol Pavel, če smo skupaj s Kristusom pokopani v njegovo smrt, smemo upati, da bomo z njim deležni tudi večnega življenja. Naj nas naše vsakdanje majhne smrti, sebičnosti in izgorevanja za dobro, pripeljejo do polnega in večnega življenja s Kristusom v svetlobi očetove ljubezni. Ko se pred veliko nočjo oziramo na križ, kjer Gospod daruje svoje življenje in trpljenje, da uniči greh. Ko gledam ta križ, mi govori, tukaj, na križu, se je rodila svetost. In prav k tej svetosti smo povabljeni vsi, dragi bratje in sestre. In prav ta svetost nas bo pripeljala v vstajensko jutro. Naj bo zares Felix, aleluja. Živijo in dober večer. Ura je že kar krepko čez 11, ko se počasi odpravljam spat. In se že pripravljam tudi na to, da bom posle že narejena, evo, in se že pripravljam na to, da bom tudi zjutraj ostal. Rad bi nam pa vsem skupaj podaril, da to, da se gre spat, se že pripravljamo na vstajenje, tudi večno, ja, ko bomo enkrat dali svoje telo do konca in Bogu, ko bomo dozoreli, in naj bo to vstajenje, ki ga je Kristus doživel, naredil za nas, tudi že naše vstajenje. Tako da lep praznik, velike noči Jezusovega vstajenja in naj zaživi. Sveti Duh naj prodre vse te kamne in naj zaživi to, kar v nas je Bog položil, da bomo še bolj skupaj Frančiškovi, ljubljeni, izvoljeni. Lepe praznike, lepa veliko noč. Živijo.